Mariborske nogometaše drevi ob 20:45 v Ljudskem vrtu čaka najpomembnejša tekma dosedanjega dela sezone, saj se bodo po porazu z 1:2 na prvi tekmi v Zagrebu s hrvaškim prvakom Dinamom pomerili za vstop v najprestižnejše evropsko nogometno tekmovanje Ligo prvakov. Sicer je okoli 600 vstopnic za današnjo tekmo, ki so bile namenjene navijačem Dinama, bilo prodanih slovenskim nogometnim navdušencem. Zaradi izgredov med hrvaškimi navijači Bad Blue Boysa je namreč prišlo do spora z njihovim klubom, zato se je ta odpovedal svoji kvoti vstopnic. Na stadionu v Ljudskem vrtu bo tako danes moč slišati le slovenske navijače. Kljub temu pa je policija tekmo označila z oceno najvišjega rizika. Maribor pred tekmo z Dinamom še ne kaže pravega nogometnega vzdušja. Redki mariborski navijači, ki jih je bilo mogoče opaziti na ulicah, niti niso dovolili snemanja s kamero, kaj šele, da bi pred njo spregovorili. Smo pa ujeli razočaranega navijača Dinama. Po mome, sramota da ako su vaši navijači, znači navijači Maribora došli normalno u Zagreb na Maksimir, trebali su napraviti barem onda ili 2000 kao što su naši napravili. Kljub temu, da so za današnjo tekmo omejili vstop hrvaškim navijačem, pa policija njihovega prihoda ne izključuje. Tekmo naj bi tako varovalo 150 varnostnikov in več 100 policistov. Ta tekma velja za tekmo visokega rizika, kar je seveda normalno pri tem, kakšnega tipa so tako imenovani navijači ekipe, ki prihajajo iz sosednje države. So pa na številne nogometne navdušence, ki si niso uspeli zagotoviti personalizirane vstopnice za tekmo, pripravljeni mariborski gostinci. Težko bi namreč našli lokal, v katerem ne bo organiziranega ogleda nogometne tekme. Manjšno pogostitev z raznimi prigrizki in seveda hostese, ki bodo ponujale pijačo za žejne navijače. Upam, da bo obisk velik, tako kot ponavadi. Policija sicer informacije o tem, da naj bi se slovenski in hrvaški navijači organizirano srečali, nima. Kljub temu pa bo izvajala poostren nadzor v mestu, na cestah ter mejah s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko. Po prepovedi vseh komercialnih balonarskih poletov so se danes na Agenciji za civilno letalstvo sestali razburjeni balonarji in vodstvo agencije. Na sestanku skušajo razjasniti vzroke za prepoved komercialnih poletov in predstaviti dokumentacijo, ki jo bodo morali izpolniti za ponovno opravljanje dejavnosti. Sicer pa direktor Agencije za civilno letalstvo Žiga Kotnik zatrjuje, da bo agencija naredila vse, da bodo balonarji v najkrajšem možnem času po vložitvi vloge za operativno dovoljenje to tudi dobili in torej lahko ponovno začeli opravljati komercialne polete. Slovenski in hrvaški finančni strokovnjak Franci Arhar in Zdravko Rogič bosta danes na Otočcu skušale najti rešitev za dolgoletni spor glede nekdanje Ljubljanske banke v Zagrebu. Kot je znano, so se odnosi med Ljubljano in Zagrebom spomladi ponovno zaostrili, saj je hrvaška vlada dvema bankama dala pooblastilo za tožbe, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge varčevalcev. Časopis Delo je danes objavil članek, v katerem razkrivajo domnevno očetovstvo kardinala Rodeta. V njem poročajo, da naj bi imel Rode leta 1969 intimno razmerje s Tanjo Bredo S., ki je leto pozneje v Nemčiji rodila otroka. Zdaj na Bližnjem vzhodu živeči Peter je letos pomladi v Sloveniji najel odvetnico, s pomočjo katere poskuša od kardinala Rodeta dobiti priznanje o očetovstvu oziroma njegovo privolitev v test DNK. Tanja Breda je sicer za Delo zanikala, da bi bil Rode oče njenega otroka. Kardinal Franc Rode poročanje Dela o njegovem domnevnem očetovstvu označuje za izmišljene trditve. Prijateljstva s Tanjo Bredo ne taji, a zanika vse trditve o prelomitvi celibata in domnevnem očetovstvu. Prav tako trdi, da od Petra S. ni prejel zahteve po preverjanju sorodstvene povezave. Napoveduje, da bo v obrambo uporabil vsa pravna sredstva. Danes zaseda tudi skupščina zdravstvene zavarovalnice Vzajemne, na kateri odločajo o uporabi dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. V javnosti pa je zaokrožilo pismo tako imenovanih obupanih zaposlenih Vzajemne, v katerem navajajo številne nepravilnosti in nečedne posle do zdajšnjih uprav zavarovalnice. Zato člane skupščine pozivajo, naj odpokličajo nadzorni svet in upravo, ki jo vodi Milojka Kolar. Uprava je navedbe v pismo že zavrnila in zagotavlja, da družba deluje pošteno. Pri Zdravniški zbornici Slovenije se je danes začela ustna obravnava v ponovljenem postopku morebitnega odvzema licence mariborski pediatrinji Zlatki Kanič, ki je marca 2008 zdravila Bora Nekrepa, ta pa je pozneje umrl. Prvi postopek, v katerem so Kaničevi začasno odvzeli licenco, je bil namreč zaradi procesnih pomanjkljivosti razveljavljen. Kot priče so k obravnavi ponovno povabljeni starša Bora Nekrepa, čeprav se obravnav v okviru prvega postopka nista udeleževala. Tudi tokrat se Nekrepova obravnave ne bosta
udeležila, saj imata druge obveznosti. Tudi v ponovljenem postopku bo sodeloval izvedenec iz tujine, postopek pa bo tudi tokrat vodila predsednica zbornice Gordana Živčec-Kalan. Okrožni državni tožilec Jože Kozina je na današnji obravnavi predstavil nekoliko spremenjeno obtožnico v zadevi Merkur. Po njegovih besedah gre za manjše spremembe, ki so posledica dejstva, da obdolženi denarja niso spravili v svoj žep. To po mnenju tožilca sicer ne spremeni dejstva, da so iz Merkurja vzeli sredstva, ki jim niso pripadala. Kozina je pojasnil, da so si obdolženi iz prodaje trgovskega centra Primskovo pridobili protipravno premoženjsko korist, s katero so financirali menedžerski prevzem Merkurja strani Merfina. Obdolženi so bili namreč tudi družabniki Merfina, s pridobitvijo protipravne premoženjske koristi pa so povečali vrednost svojih poslovnih deležev, je dejal tožilec. Jutri bo precej jasno, občasno bo več koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo še precej jasno, v petek pa bo oblačno in od zahoda bo začelo deževati. Sprva bodo tudi nevihte, nekoliko se bo ohladilo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Zdravniška zbornica znova o morebitnem odvzemu licence zdravnici Zlatki Kanič. Senatorji Mariborske univerze o finančnih rezih države. Maribor, Evropska prestolnica kulture, gostuje v Benetkah. Bodite z nami ob 18.